Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Socialni demokrati so predstavili ključne smernice alternativnega vladnega programa. Novinarjem so spregovorili predsednik stranke Borut Pahor. Borut Pahor, koliko si lep. Poslanec Anton Rob. O, Anton, koga biksaš ti? Podpredsednik Lukšič. Lukšič, pozabil sem že, kako ti je ime. In seveda Mitja Gaspari. O, Mitja Gaspari. Pahor je na primeru davka na nepremičnine izpostavil pomen komuniciranja. Ne bi radi, da bi morebitna zamisel za davek na nepremičnine postala naša enotna davčna stopnja. Stvari, ki bodo pomembne kot spremembe, moramo skomunicirati na pameten način. Predstaviti posledice in odpreti javno debato o tem. In potem sprejeti odločitev. Iz priloženega posnetka je mogoče razbrati, da je Borut Pahor še vedno zelo privlačen moški, četudi je bil sneman nekoliko v senci, sploh pa kadar stoji zraven Mitje Gasparija. Borut Pahor je povedal tudi, kako nameravajo v primeru zmage na volitvah spremeniti zakon o RTV Slovenija. Mislim, ali ga bomo imeli napisanega že pred volitvami, ne, ampak povsem jasno bo, kakšne so naše namere glede tega zakona v prihodnje. Nov zakon, imamo okroglo mizo, nov predlog novega zakona pripravlja civilna družba, gremo v triparitetno sestavo sveta, umik politike in vzor nam je BBC. Izogniti pa se ni mogel gospodarskemu kriminalu in korupciji. Ne, nikakor se ni mogel, čeprav se je morda želel, vendar ni mogel, ni mu šlo, ni mu uspelo. Tako je torej moral, ker se temu ni mogel izogniti, govoriti tudi o gospodarskemu kriminalu in korupciji. Poglejmo. Ne, pri ljudeh ne bo nobenega dvoma o tem. Socialni demokrati želimo, da imamo v tej družbi vsi, ali pa skoraj vsi, enake možnosti, da uspemo, kolikor in samo toliko, kolikor je to odvisno od politične volje, bomo socialni demokrati dali vso politično voljo v to, da poskušamo v naslednjih 4 letih storiti vse za to, da se pri ljudeh ne bo povečevalo malodušje zaradi vtisa, da imajo nekateri privilegirani posamezniki na trgu kapitala ali na trgu dela privilegiran položaj in da zaradi tega oni lahko uspejo, večina drugih pa ne. Na Streliški ulici v Ljubljani se je zbrala gručica, v večini zrelih, malce starejših letih. Razlog za snidenje je bila obletnica atentata na maja 1942. leta umorjenega Lamberta Ehrlicha, ki je mesec dni pred tem italijanskim vojaškim oblastem predal spomenico z analizo položaja ter predlogi za uničenje partizanstva. Slovesnost je pripravilo Združenje Oblipi sprave in se je odvijala na mestu, kjer je bil Ehrlich ustreljen. Slavnostno pa je zbranim spregovoril profesor na Teološki fakulteti Janez Juhant. Dialog se začne z neomajno zvestobo resnici. Zaradi te zvestobe in sposobnosti organizirati upor slovenskega naroda proti fašizmu, ne zaradi fašizma, kot so se izmislili naročniki njegovega umora, je razgledani kristjan in slovenec, vizionar in duhovnik Ehrlich moral v smrt. Videl je resnico narodovega življenja in prav ocenil pogubno vlogo komunizma za slovenski narod. Tako je, Ehrlich je pravilno ocenil pogubno in ne pogumno vlogo komunistov, kot ste morda narobe razumeli, narobe, in jih je šel zatožiti Italijanom. Jezuit Franz Šetar pa je spregovoril tudi o Ehrlichovi beatifikaciji. To bo sveti Lambert, zavetnik Špeckahl. Špeckahla. Take ljudi zares treba čislati
pa tudi za svetnika ga je treba čim prej, ampak dal sem tiste stvari, kar sem našel po teh knjigah, če sem dal na škofijo, ampak zdaj je, da se kar bojijo zagristi v ta problem. Češ, da je preveč že neka politika ali kaj. Zavod za razvoj človekovih vrednot je obeležil 10. obletnico delovanja. Čestitamo. Imam kaj za čestitati. Boš prinesel enega zlatoroga, prav iz hladilnika. Zavod je del Art of Living fundacije, ki jo je ustanovil Šri Ravi Shankar. Dupli Šri. Ob tej priložnosti je predsednik sekcije za razvoj celovite kakovosti življenja pri Društvu psihologov Slovenije Andrej Trampuš spregovoril tudi o dihalnih tehnikah nadzorovanja stresa in policistih. Recimo policisti na Ministrstvu za notranje zadeve je bila ena obsežna študija. Recimo policisti so opazovali oziroma ocenjevali, koliko jim ta program pomaga v resnici pri njihovem delu, koliko je vsebina, primerna izvedba, uporabnost in so ocenili izjemno dobro. Slovenija, 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 kulturac. Izvolijo nas. Hvala lepa. Nekam lahka steklenica je, kaj pa je to? To je light. Laško light? A bejšno? To pa še nisem probal. A je dober? Je. Tako kot vsako laško najbrž. Mogoče prav lažje. Me prav zanima. Dajmo si ogledati. Medtem pa komentar dneva o Eurosongu Sonja Javornik. Več kot 100 milijonov gledalcev in dogovorih, da bi licenco odkupili še za druge celine, je dokaz, da je Evrovizija še vedno zelo pomembna prireditev. To je televizijski spektakel, kjer enkrat na leto lahko vidimo najboljše scenske efekte in sploh največ, kar se da na televiziji. Glede na burno produkcijo naših oddaj je to za naše toliko bolj pomembno. Letos je bila Evrovizija največja doslej, saj je tekmovala kar 43 držav, ki so jih zato morali prvič razporediti v 3 tekmovalne večere. Kljub skeptikom so Srbi dokazali, da tudi v skoraj izjemnih razmerah zmorejo velike zalogaje. Čeprav so se v tem času odločali, kakšna bo sestava nove vlade in čeprav so Srbi bolj kot pevce spremljali tenis, saj imajo cel kup tekmovalcev na najvišjih mestih, je Beograd bil še posebej okraslan. Sicer z okraski, ki jih imajo običajno za novo leto, ampak vendar. Z razliko od kritikov doma smo bili vsi Slovenci, ki smo Evrovizijo spremljali na licu mesta, tokrat resnično ponosni. Od trafikantov do taksistov našo Rebeko so poznali vsi, ne samo to. Rebeka jih je očarala, kar potrjuje prvo mesto med lepoticami, ki so predstavljale svoje države. Ampak lepota seveda ni dovolj za vidnejši uspeh. Tudi pesem ni dovolj. Če so se nekoč delegacije pod mizo dogovorile za višje število točk, je zdaj orožje v rokah ljudstva. Zmagujejo tisti, ki imajo številno diasporo in dobre medsosedske odnose. Med novinkami je cel kup držav, ki so nastale z razpadom Rusije, zato ni čudno, da je letos zmagal Dima Bilan, ki je za zmago zapravil celo bogastvo, kar 10 milijonov evrov. Ob tej številki je znesek, ki ga je za našo predstavnico namenila RTV Slovenija, kot pljune komorje. Rebeka se je sicer trudila, hodila po Evropi, se predstavljala medijem, vendar medsosedskih odnosov ni mogla popraviti. Niso vsi kot mi Slovenci, ki celo Hrvatov, ki nam menda jemljejo zemlje, v skladu z dobrimi krščanskimi vrednotami, damo kar 8 točk. Odličen je. Okus ima prav po, kako se že reče, po tajfunih. Liberalna akademija je podelila nagrade Zlate ptice in Zlato gnezdo. Zlate ptice so prejeli pisateljica Urška Strle, Matija Solce za področje scenskih umetnosti, režiserka Hanna Slak, Matej Koširc na področju vizualnih umetnosti in arhitekt Miha Kajzel. Nagrado Zlato gnezdo pa je dobila skupina Pregleje. Predsednik Liberalne akademije Darko Štrajn se je ob tem spomnil začetkov nagrade. Liberalna akademija je prevzela podeljevanje teh nagrad, odkar se je v tej deželi spremenil politični sistem. Vendar, v duhu Liberalne akademije se pa ta nagrada podeljevala tudi že v najglobljih svinčenih časih, začenši z letnikom 1975. Skupina Moonlight Sky pa nas je povabila v lušten domač studio, kjer nastaja njihova nova plošča. Jaka Jarc nam je povedal, kaj je v studiu po njegovem mnenju najbolj pomembno.
Malo talenta, malo ušesa, malo prakse. Glasbene izobrazbe. Pride prav za pogovarjati se z glasbeno izobraženimi glasbeniki. To drugače ni neka zahteva. Ne, rabaš pa tudi neke opreme, valjda. Sam se mi zdi, da danes je oprema že dosta enostavno dobiti, vsak bi si lahko svoj studio sestavil. Bistveni element je človek za opremo, ki si upa tudi kaj povedati, kaj je zunaj tega. Še vreme? Ob zadnjem vročinskem udaru se najbrž niti zavedate ne, kako smrdite po Švicu. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Adijo.